Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dober večer in dobrodošli na osrednji slovesnosti občine Brežice ob slovenskem kulturnem prazniku ter podelitvi priznanj in odličij Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2020. Navadno se vsi skupaj snidamo v Domu kulture Brežice, letos pa vam pozdrave pošiljam iz Doma kulture v zavetja vaših domov. Težavno leto, ki je za nami, je prekinilo ali močno otežilo marsikatera kulturna prizadevanja. Tudi letošnjim prejemnikom priznanj in odličij ZKD Brežice so razmere prekrižale načrte. Vendar občinstvo na kulturo ne le ni pozabilo, občinstvo po kulturi hrepeni in jo potrebuje. V najhujših krizah človečanstva, če si izposodim Kosovelovo poimenovanje, ustvarjalnost nikoli ni potihnila. Nasprotno, kultura je postala še glasnejša in pomembnejša. Prešeren pravi, da pevcu vedno sreča laže, vendar peti on ne jenja. Zato bi se tudi letos radi poklonili kulturnikom z nekoliko drugačno prireditvijo in se jim zahvalili za njihov bogati doprinos. K pozdravnemu nagovoru vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Spoštovani prejemniki priznanj in odličij, spoštovani predsednik Zveze kulturnih društev Brežice, gospod Jože Denčič, drage gledalke in gledalci. Za občino Brežice pravimo, da je kulturna občina, saj smo ponosni na lepo število društev, ki ustvarjajo in poživljajo našo občino. Običajno se je skozi celo leto zvrstilo res veliko različnih dogodkov na področju kulture, od koncertov do razstav. Kalendar kulturnih dogodkov se je v naši občini pred začetkom epidemije kar še bil od vsega dobrega, zanimivega in lepega. Poleg užitkov ob spremljanju prireditev je bilo zelo pomembno in prijetno tudi druženje in pogovori. Kultura je od nekdaj v naši občini bila tista, ki združuje. Danes se vsi soočamo z globokim spremembam v našem načinu življenja in predvsem s praznino, ki vlada tam, kjer je nekoč cvetelo kulturno dogajanje, ki smo ga včasih imeli za samoumevnega. Pogosto se zavemo prave vrednosti nečesa šele takrat, ko tega ni več. V brežiški občini smo se pomena kulture, še posebej ljubiteljske kulture, od nekdaj močno zavedali in se trudili zagotoviti ugodne pogoje za razvoj. V preteklih letih smo tudi poskrbeli za ustrezne prostorske pogoje, saj smo uredili kar nekaj presvetnih in večnamenskih domov, kjer domujejo društva in so bile prizorišča različnih prireditev. Tudi v letu 2020 smo namenili sredstva za vzdrževanje in obnovo ter izboljšanje večnamenskih domov po krajevnih skupnostih Kapele, Pečice, Mrzlava vas, Sromne, Pišece. Začeli smo zgraditi nov večnamenski dom na Velikih Malicah, nadaljujemo z revitalizacijo stavbe nekdanjega doma upokojencev, kjer bodo svoje prostore dobila tudi društva. Urejali smo tudi naš Dom kulture Brežice, ureditev novih sanitarij, dostopnih tudi za funkcionalno ovirane osebe. Še posebej me veseli, da občina spet upravlja z vodovodnim stolpom, ki ga načrtujemo temeljitno prenoviti in nameniti za turistične in kulturne vsebine. Preteklo leto je bilo bolj naklonjeno drugim programom v kulturi, kot so podpora dejavnosti in nakup opreme, inštrumentov, uniform, izdaja monografij, kar so društva skoraj v večini realizirala. Na razpisu za sofinanciranje ljubiteljske kulture v letu 2020 je bilo uspešnih 28 kulturnih društev s svojimi sekcijami in kljub temu, da je bilo preteklo leto zaradi epidemije zahtevno in drugačno, so društva uspela realizirati svoje programe v veliki meri. Praktično skoraj 80%. Potekajo pa tudi dogovori, da bi 6 projektov, ki jih društva niste uspele uresničiti v letu 2020, prenesli v leto 2021. Verjamem, da ste marsikateri ta čas družbeno izolacije namenili razvoju svojega znanja, spretnosti in ustvarjanja. Programi kulture so bile izvedene v prilagodeni obliki z manj obiskovalci, večinoma na prostem. Vrstile so se virtualne razstave, ogromno društvenih dogodkov je gostil Posavski muzej Brežice na svojem dvorišču pod Čotorjem. Tu se je ustvarilo kulturno vozlišče, ustvarjale so se številna sodelovanja,
da je kulturno življenje v naši občini živelo in preživelo. Kulturni društvi ste bili izjemno inovativni in neutrudni. Iskali in našli ste načine, kako ustvarjati in ohraniti društva živa. Lahko bi rekli, da ste kulturniki ohranjali kolektivni duh in nam občanom kljub omejitam uspeli prikazati živost kulture. Vem, da je vsem vam, ki smo prosti čas, svoje ustvarjalnost in moči namenili kulturni dejavnosti težko, saj je druženje zelo omejeno. Ljudje smo družabna bitja in vsi si želimo, da bi se lahko čim prej srečali na kakšnemu dogodku. Kot kaže, bomo še nekaj časa morali preživeti ločeno. Zato nam vsem želim predvsem potrpežljivosti, strpnosti, solidarnosti, poguma in moči, da kljub vsemu vztrajamo in ohranjamo kulturo. Ta nam je pogosto tolažba in spodbuda v nepredvidljivem času. Hvala vsem, ki ste dejavni na področju kulture in z svojim sodelovanjem prispevate k višji kakovosti življenja v občini Brežice. Občina Brežice bo tudi v prihodnjem po svojih najboljših močeh in možnosti namenila podporo kulturnemu ustvarjanju. Spoštovani, vsem prejemnikom priznanj in odločitev iskreno čestitam. Zahvaljujem se vam za opravljeno delo in vložen trud. Vsem vam, ki ustvarjate na področju kulture v naši občini in širše, pa želim še mnogo uspehov tudi v prihodnje. Predvsem pa ostanimo zdravi. Vse dobro ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku. Hvala. Kako pomembno je sodelovanje znanosti in umetnosti ter njuno skupno delovanje za celostno dobrobit človeka, dobro ve slovenski zdravnik, mikrobiolog in imunolog ter pesnik, pisatelj in esejist Alojz Ihan, ki je zapisal: Vedno znova sem očaran nad razliko med močjo besed in šibkostjo njihovih zapisovalcev. Ker skoraj ni pesnika, ki bi znal jasno in mirno gledati v oči, čeprav sicer kot za šalo strmi v mnogo bolj strašno globino zvezdne noči. Kako vidijo kulturo, smo povprašali znane in spoštovane brežiške osebnosti, ki vsaka na svoj način puščajo velik pečat v tukajšnjem kulturnem življenju. Kultura je osnova našega delovanja. To naj bi bil naš način življenja. Vsaj zame je, saj posega na vsa življenjska področja od bivanja, izražanja, ustvarjanja in izmenjava misli, izkušenj, mnenj. Brez kulturnih povezav, posebej v visoko razvitem tehnološkem svetu ne gre. Zato je razvijanje bralne kulture osnovno poslanstvo slovenskih splošnih knjižnic. Kajti le izobraženi, srčni posamezniki lahko spreminjajo svet na bolje ter tkejo močne vezi sporazumevanja in sodelovanja. Brez kulture pa tudi ni umetnosti, te žlahtnosti, ki nas bogati, tolaži, izpolnjuje, ki raste in zori iz človekove potrebe po lepoti in resnici. Umetnost je ta, ki me navdihuje, ki nagovarja vse moje čute ali pa le nekatere izmed njih. Moja muza. Kultura je beseda, ki jo velikokrat uporabljamo. Včasih jo razumemo v zelo splošnem smislu, v splošnem pomenu, vendar vsi tisti, ki nam kultura daje kruh, o njej razmišljamo tudi skozi neke opredelitve, definicije in vam želimo povedati, kaj vse to pomeni. A nam ni še zaenkrat zelo dobro uspelo, kajti več kot 1500 definicij zna nekako skupno točko najti predvsem to, da so to vse tista znanja, vse tiste veščine, ki jih ljudje naredimo skupaj z naravo ali pa mimo nje. Mogoče je tako tudi prav, ne smemo biti preveč v kalupih, ne smemo biti prepričani, da je samo naše tisto pravo in edino dobro. In to kaže seveda tudi ta naša slovenska kultura v tem času, v tem tednu, ko jo še bolj slavimo in ko slavimo vse dosežke tistih, ki imate številne talente in ste te talente pripravljeni deliti tudi z vsemi nami. Torej, hvala prav vsem, hvala za vaše delo, uživajte v teh dosežkih, uživajte v tem, da ste prejemniki Prešernovih odličij, predvsem pa verjamem, da si na današnji dan ob tem slovenskem kulturnem prazniku vsi najbolj želimo samo to,
da bi se s to kulturo, tako kot smo vajeni in kot smo si vedno želimo, objemali, se veselili in se videli ne tako po zraku, virtualno nadaleč, ampak tako, kot je prav, skupaj, ko se objamemo, ko nas ta kultura sprejme, ko nas ta kultura ustvari v eno veliko skupnost, ki z veseljem pripadamo. Hvala vsem, uživajte na ta praznik, nagrajenci pa seveda tudi praznujte. S pojmom kulture sem se prvič srečal, ko so nas v mladosti učili lepega kulturnega obnašanja in vedenja. Tudi spomnim se profesorja, ki je nam takole svetoval. V soboto se prazne oblečite in obiščite hram kulture, gledališče. Seveda ni ostalo samo pri sprejemanju kulturnih dobrin v gledališčih, koncertnih dvoranah, v knjižnicah, muzejih in galerijah. Omogočeno nam je bilo tudi kulturno doživljanje in ustvarjanje ter poustvarjanje kulturnih dobrin. V mnogih šolskih in obšolskih kulturnih dejavnostih. Seveda je vse to tudi postalo in ostalo stalnica v življenju in delu v svojih okoljih. Kultura je za mnoge od nas tista vrednota, je več kot je tudi življenjsko vodilo, je način življenja. In v mnogočem je tudi to narodova identiteta. Slovenski narod celo praznuje kulturo in prepričan sem, da jo tu naš praznik ne more razvrednotiti, tudi obnašanje sedanje virusno okužene oblasti, ki poskuša zmanjšati in mnogočem izničiti kulturno življenje. Čas zaprtih kulturnih ustanov, čas osamitve in nošenja, skrivanja obrazov za maskami je nekako še potenciral, pojačal željo in potrebo po kulturi. Sama močno pogrešam brežiški kulturni utrip, pogrešam abonmajske predstave, ki bi prav sedaj bile nekje v sredini našega veselja in hrepenenja po tovrstni kulturni dejavnosti. Pogrešam odprtja razstav, koncerte, pevskih zborov in drugih glasbenih skupin. Pogrešam tudi stike s poslušalci oziroma udeleženci kulturnih dogodkov, ki so hkrati tudi stičišče ljudi, ljubiteljev lepega, ljubiteljev kulture, umetnosti. Zelo mi je žal, da nocoj ne moremo v živo zaploskati nagrajencem Zveze kulturnih društev Brežice za dobitnike priznanj za svoje ljubiteljsko delo v kulturi v letu 2020. Že res, da jim bomo lahko čestitali na drugačen način, ampak to ni isto. Neposreden stik z izvajalci in pa uživalci kulturnih dobrin je povsem nekaj drugega. Sama sem vse življenje delala v poklicu, ki je že sam po sebi pomenil stik s kulturo. Na prvem visokem mestu pri meni je ljubezen do knjige, tiste prave, tiskane na papirju, ko
ko jo začutiš, ko jo zavonjaš. In prav nič nisem zaskrbljena, da bi to knjigo izpodrinile tablice ali karkoli drugega virtualnega. Hkrati bi pa rada rekla, da je kultura še marsikaj drugega, ne samo tista prvobitna, ozka, da je kultura tudi bivanjska, da je kultura uporaba lepega slovenskega jezika, da je kultura odnos do narave. Kaj reči ob kulturnem prazniku? Vsem ljubiteljem kulture in umetnosti bi rekla, ustvarjajte dalje lepo. Lepšajte nam življenje, plemenitite ga, hkrati pa bodite oster kazalec neprijetnosti, nelepega v družbi in v medsebojnih odnosih. Lepota ljubiteljske kulture je pravzaprav v tem, da ugotoviš, kako v svojih željah in hotenjih misliš sam, da pripadaš nekam, da vsi napori, ki jih vlagaš, prinašajo užitek tebi in, kar je pomembno, še mnogim drugim. In dati tudi to, da pobegneš od vsakdanje rutine in kar je najlepše, da ene nove dimenzije našim medsebojnim odnosom. Vsem letošnjim prejemnikom priznanj iskrene čestitke. Čestitke tudi vsem, ki prispevate, ki kreirate to naše kulturno življenje. In čestitke in zahvala JSKD Brežice, ZKD Brežice, ker nas držite skupaj, ker nas budrite in nam pomagate v tem nenormalnem času. In ker vse mine, bo tudi to minilo in mi bomo spet zagnano, z veseljem počeli tisto, kar imamo radi. Srečno. Kultura je ogledalo človekove duše. Njena solza, njen nasmeh, njene želje, njene sanje. Kultura je odraz naše preteklosti, šlahtnost trenutka, ki ga živimo, in napovednik naše prihodnosti. Pravzaprav je kultura vse, kar je okrog nas. In bila je nadvse pomembna tudi pri nastanku države, pri osvajanju, ustanovitvi Slovenije. In kultura je, brez nje, brez kulture pravzaprav ni države, ni naroda. Žal smo majhen narod in ta čas nas je, prav ta epidemija, zelo prizadela. Ostali smo brez atributov kulture, ostali smo brez gledališča, koncertov, brez obiska filmskih predstav, ostali smo brez obiska galerij, muzejev in tako dalje. Ampak zame ni vse to, le to, samo kultura. Zame je kultura tudi tisto drobno, kultura delovanja. Denimo, ko se nekomu mlad človek dvigne iz stola in da prostor starejšemu. Tudi to je kulturno dejanje. Tudi, kadar voznik ne izseljuješ na cesti prednost pred drugim, ali pa da ne širiš sovražnega, grobega govora. Pa tudi pitje, tudi kulturno pitje cvička, bezeličana ali penine je kulturno dejanje. Kultura ni privilegij, ampak je naš vsakdanji kruh. Za razum, srce in dušo. Hvaležna sem, da je kultura, umetnost, moja vsakdanja življenjska sopotnica. Iskreno čestitam vsem prejemnikom priznanj in odličij Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2020. K besedi zdaj vabim predsednika ZKD Brežice, gospoda Jožeta Denžiča, ki bo predstavil podelitev priznanj in odličij. Cenjeni nagrajenci, spoštovani gospe in gospodje. Praznovanje kulturnega praznika je priložnost, da se ozremo po dosežkih
našega dela v ljubiteljski kulturi. Zvesti ljubitelji slovenske besede, pesmi, plesa in drugih dejavnosti so se kljub težkim razmeram v preteklem letu trudili, da kulturna dejavnost ni obnemela in s tem so ohranili tudi temeljno bit slovenskega naroda. Zveza kulturnih društev Brežice ob tem dnevu podeljuje priznanja in odličja zaslužnim posameznikom in skupinam, ki delujejo na območju občine Brežice. Priznanje je zahvala za najmanj 5-letno redno, uspešno in odgovorno delo v različnih ljubiteljskih kulturnih dejavnostih. Odličje pa priznanje za posebne dosežke, ki jih posamezniki in skupine dosegajo na različnih področjih ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja. Prejemniki bronastega odličja morajo pomembno soustvarjati kulturni utrip vsaj 10 let, prejemniki srebrnega odličja vsaj 15 let, prejemniki zlatega odličja pa morajo na področju kulture dosegati izjemne dosežke več kot 20 let. Častno priznanje je najvišje priznanje, ki se podeljuje za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture, ki so sad 35 ali večletnega dela na tem področju. Upravni odbor zveze je na podlagi razpisa in prejetih predlogov skupaj z zunanjimi člani, gospod Mileno Jesenko, gospodom Dragotinom Križaničem in gospodom Francem Kenejem na prvi izredni seji 19. januarja sklenil podeliti 5 priznanj, 2 srebrni in 2 zlati odličji. Letos s ponosom podeljujemo tudi 3 častna priznanja. Prejemnikom priznanj in odličij čestitam in jim želim še veliko lepih trenutkov ob ustvarjanju v ljubiteljski kulturi. Vsem skupaj pa želim, da se čim prej vrnemo v normalni delovni utrip in na prireditve, kjer bomo lahko uživali v kulturnih dobrotah naših ustvarjalcev. Priznanje prejme Simona Bortek. Simona Bortek se je plesnemu društvu Imani pridružila leta 2012 kot plesna pedagoginja z nazivom trenerka plesa. V disciplini hip-hop je poučevala pionirje, mladince in člane, med njimi tudi tekmovalce, ki so uspešno sodelovali na državnem prvenstvu Plesne zveze Slovenije. Kot članica društva se je tudi sama zelo uspešno predstavila na več tekmovanjih. Ob tem, ko podaja plesno znanje otrokom in mladini, aktivno sodeluje tudi pri razvoju društva. Leta 2015 je pričela izvajati program plesnih pripravnic za otroke vrtca Najdi Hojca Dobova in od takrat ta dejavnost tam še vedno živi. Program društva je razširila tudi na področje družabnih plesov z izvedbo tečajev latinskoameriških in standardnih plesov, svoj program dela pa popestri tudi z individualnimi urami družabnih plesov za bodoče mladoporočence. Simona s svojo pozitivno energijo in z iskanjem novih možnosti ustvarjanja uspešno nadgrajuje dejavnost društva, s tem pa širi kulturo plesa v domačem okolju. Aktivno je vključena v organizacijo pomembnih društvenih dogodkov, pri postavitvi koreografij pa je inovativna, ustvarjalna, strokovna in predana delu. Zaradi odsotnosti ji bomo priznanje izročili naknadno. Priznanje prejme Lara Oštrbenk. Lara Oštrbenk je v kulturno društvo Mešani pevski zbor Viva Brežice vstopila v začetku leta 2015. Je izjemno uspešna študentka francoščine in zgodovine ter izjemno predana pevka in članica Vive. Njene pogoste, zanimive in raznolike pobude so zaznali člani zbora in ji pred 3 leti zaupali delo tajnice. Larine osebnostne vrline in spretno jezikovno izražanje so tisto, kar potrebuje tajniško delo v tako zahtevnem in kontinuirano aktivnem društvu. Priprava prijav na razpise, poročil, pisnih gradiv, medijskih člankov in večkrat tudi veznih besedil ter rednih objav na spletnih omrežjih so opravila, za katera so potrebni čas, znanje, navdih in kreativnost, kar so Larine odlike. Svojo predanost delu v društvu izkazuje z odgovornim pristopom, pa naj gre za vaje, tekmovanja ali družabne aktivnosti. Rada pomaga pri organizaciji dejavnosti, pri čemer je prepričljivo iznajdljiva in spretna v komunikaciji.
Med pevci je priljubljena, dobra volja in Prešerni nasmehi pa dodatno krasijo njeno osebnost. Lara je mlada in predana kulturnica, ki svojo energijo in sposobnosti prepleta z različnimi ustvarjalnimi polji, tudi na domačem Žejnem in v Ljubljani. Priznanje prejme Vesna Smrekar. Vesna Smrekar je ustanovna članica kulturnega društva Drugi oder, dolgoletna blagajničarka in članica upravnega odbora. S predanim operativnim delom že vse od ustanovitve društva prispeva k njegovi rasti in prepoznavnosti v lokalnem okolju. Na odrskih deskah je zaigrala v otroških in mladinskih predstavah ter gledaliških delih za odrasle. Preizkusila se je tudi v vodenju prireditev in izvedbi recitalov ter ob tem zrasla v izvrstno amatersko igralko. V vlogi vestne blagajničarke skrbi za prijave na razpise za pridobitev javnih sredstev, pripravlja finančna in vsa druga poročila ter opravlja še vrsto računovodskih nalog. V obdobju od januarja 2017 do oktobra 2019 je bila članica strokovnega sveta za pripravo letnega programa za področje kulture občine Brežice. V letu 2014 pa je sodelovala v delovni skupini za pregled in oblikovanje meril za razpis sofinanciranja ljubiteljske kulture. Kot vestna obiskovalka različnih kulturnih prireditev v domačem kraju in zunaj njega si ostri čut za kakovost svojega dela v prostoru ljubiteljskega gledališča. Priznanje prejme Krištof Strnad. Krištof Strnad je bil tenorske vrste mešanega pevskega zbora Viva sprejet leta 2015. Ker prihaja iz glasbene družine, ni nikakršno presenečenje, da je glasba navdihnila tudi njegovo izobraževalno pot. Leta 2018 je postal študent Akademije za glasbo v Ljubljani, najprej na glasbeni pedagogiki, sedaj pa na kompoziciji in glasbeni teoriji v razredu profesorja Janija Goloba. Istega leta je nastala tudi njegova prva zborovska priredba pesmi Zrejlo je žito, ki je del Vivinega železnega repertoarja. Za Vivo sta nastali tudi avtorska skladba Memories in najnovejša priredba slovenske Zimzelene kot Nekdo, ki imel me bo rad, ki doživlja premiero prav na tej prireditvi. Poleg zborovske glasbe sega Krištofova ustvarjalnost tudi k različnim zvrstem inštrumentalne glasbe. Krištof je Vivi v veliko pomoč kot korepetitor, njegovo znanje, nasveti pri študiju in interpretaciji skladb prispevajo k dvigu kakovosti zbora, v katerem nastopa tudi kot solist. Je član upravnega odbora. Njegove inovativne ideje in pozitivna energija vnašajo v zbor novosti in svežino, kar prispeva k dobri organizaciji in delovanju društva. Zato se ni čuditi, da je v mešanem pevskem zboru Viva eden izmed nepogrešljivih obrazov, ki poglobljeno ponazarja geslo zbora: naj živi, raste in cvete. Verjamemo, da bo Krištof Strnad z nadaljnjim skladateljskim ustvarjanjem prispeval k prepoznavnosti zborovske in nasploh glasbene dejavnosti v Posavski regiji in širše. Priznanje prejme Sabina Zidanič. Sabina Zidanič je ustanovna članica vokalne skupine Barbara, prvotno ŽPZ Globoko, ki deluje od leta 2009 kot sekcija kulturnega društva Globoko. Od samega začetka odgovorno in vestno opravlja blagajniška dela v sekciji, zavzeto sodeluje pri načrtovanju programa celotnega društva in se kot članica nadzornega sveta zavzema za njegovo transparentno in odgovorno delovanje. Vsako leto sodeluje pri organizaciji letnega koncerta vokalne skupine. Sabina dojema članstvo v zboru kot del kakovostnega druženja in si prizadeva, da je vzdušje v ženski skupini prijetno. Skupna druženja in pevske vaje pogosto popestri s humornimi vložki. Njena energija in dobra volja prispevata k ohranjanju skupine in rednemu obisku vaj. Zaveda se, kako pomembno je ohranjanje ljubiteljske kulture, s predanostjo in vztrajnostjo tudi z tega vidika prispeva k uresničevanju programa kulturnega društva Globoko.
Sabina Zidanič je odgovorna članica in predana pevka, ki poleg ohranjanja slovenskega glasbenega izročila veliko pomenita prijateljstvo ter razvijanje kulturnega sodelovanja med društvi, skupinami in posamezniki. Zaradi odsotnosti ji bomo priznanje izročili naknadno. Sedaj pa prisluhnimo skladbi Kot nekdo, ki imel me bo rad v priredbi Krištofa Sternada. Člani mešanega pevskega zbora Viva so skladbo posneli nadaljavo, sedaj pa bomo, kot rečeno, prisluhnili njeni premierni izvedbi. Srebrno odličje prejme Rosina Curhalek. Rosina Curhalek je v likovni družini Dobova izjemno cenjena. Je najstarejša članica, ki pa v svojem razvoju in raziskovanju na področju grafike v marsičem presega mlajše kolege. Po daljšem ustvarjanju akrila na platnu jo je pred leti zasvojila tehnika grafičnega ustvarjanja. Njena raziskovanja tega likovnega izraza segajo od preproste kujinske želatine za namen odtisa do najmodernejše tehnike na posebni plošči. Tehnika gelotisa obstaja sicer že stoletja v različnih oblikah, hektograf, želegraf ali razmnoževalec želatine. Rosina pa je našla in razvila svojo pot, svoj izraz, svojo tehniko. V okviru društva izvaja izobraževalne grafične delavnice, že več kot 20 let pa se tudi sama udeležuje raznovrstnih delavnic in razpisov.
Tekmuje na državnem tekmovanju Zlata paleta Zveze likovnih društev Slovenije, kjer sega po najvišjih mestih in priznanjih, zelo rada sodeluje tudi na kolonijah v lokalnem in širšem okolju. Rosina je ena od pobudnic in aktivistka humanitarne dobrodelne organizacije Barka, ki povezuje osebe z motnjo v duševnem razvoju, s katero likovna družina Dobova izvaja dolgoletni likovni ekstempore na Zbiljskem jezeru. Njena izjemna vztrajnost in zanesljivost sta ji med kolegi v Barki in likovni družini KD Franc Bogovič Dobova utrdila sloves članice, na katero se lahko vedno zanesejo. Srebrno odličje prejme Toni Škaler. Toni Škaler je vstopil v KD Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi kot pozavnist leta 1996, tako je že 24 let tisti dejavni član, ki vsako zaupano nalogo opravi z veseljem in zanesljivo. Leta 2004 je ustanovil 6-člansko zasedbo Six Swingers. Pod njegovim mentorstvom so preigravali zabavno Dixieland glasbo vse od začetka njegovega študija na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ko mu je za to vrstno muziciranje primanjkovalo časa, a je ostal aktiven član godbe. Z redno prisotnostjo na vajah in nastopih ter z mentorstvom ostalim pozavnistom na sekcijskih vajah je prispeval k kakovostnemu dvigu orkestra. Po potrebi je nadomeščal tudi dirigenta, opravljal je funkcijo arhivarja in se angažiral pri sestavi novih godbenih knjižic. Kot član upravnega odbora ima pomembno funkcijo pri soodločanju o organizacijskih in finančnih zadevah orkestra. Nikoli mu ni žal vloženega časa in truda za dobro pripravo na nastop in izvedbo prireditve. Igra tudi v trobilni sekciji Tropsi, ki se lahko pohvali s številnimi nastopi doma in na tujem, zasedba pa vsako leto popestri otroško pustno povorko v organizaciji Mladinskega centra Brežice. Od leta 2005 opravlja delo učitelja nizkih trobil in dirigenta pihalnega orkestra na glasbeni šoli Brežice. Je odličen mentor in vzor mladim. Odlikujeta ga izjemen pedagoški čut in široko poznavanje orkesterske literature, kar prenaša v godbo Loče. Ta je tudi s Tonijevim prizadevanjem prerasla svoje okvire in iz vaške pleh muzike postala orkester s tradicijo in kvaliteto, ki bogati kraj, krajevno skupnost Dobova in občino Brežice. Danica Avšič se z ljubiteljsko kulturo ukvarja že 40 let. Je odlična poznavalka ljudskih običajev, legend, pregovorov in domače govorjene besede. Bila je članica učiteljskega pevskega zbora Osnovne šole Artiče ter dolgoletna mentorica in članica literarne sekcije KUD Oton Župančič Artiče. Njeno poslanstvo je širjenje bogatega ljudskega izročila. Je avtorica mnogih prireditev na Sromljah, v Artičah, Brežicah in še kje. Njene besede in misli so povezovale številne revije, letne koncerte in skupne prireditve sekcij KUD Oton Župančič Artiče, ljudskih pevcev, fantov artiških, odrasle folklorne skupine, mešanega pevskega zbora in tamburaškega orkestra. Zgodbe, ki jih je črpala iz življenja ljudi, so z odrskimi postavitvami uspešno prikazovali člani otroške folklorne skupine, z njeno dramsko igro Večer na vasi pa se je predstavilo celotno društvo v Štanjelu na Krasu. Njena besedila so bogatila plesne korake folklornikov na gostovanjih v tujini, ubesedila je številna domača opravila in jih začinila s precejšnjo mero humorja. Z uprizoritvami žetve, mlačve, kožuhanja, žganje kuhe, kopanja v trsju, pranja perila je težila k ohranjanju vaškega življenja ljudi iz svojega okolja. Njeni prodorni dialogi in skeči že 20 let oblikujejo podobo gospodarja in gospodinje Banove domačije, ljubi so ji tudi vaški posebneži. Sodelovala je pri zbiranju in zapisu okoliških legend in kot odlična poznavalka domačega okolja z učenci Osnovne šole Artiče pri raziskovalni nalogi o vodnih virih. Kljub tako bogati beri uspehov na polju ljubiteljske kulture ostaja Danica skromna, a z izvernostjo, hudomušnostjo in predanostjo KUD Oton Župančič Artiče njegova priljubljena in cenjena članica. Zlato odličje prejme Alojz Konec.
Akademski slikar Alojz Konec je od leta 1987 kot profesor likovne umetnosti poučeval na gimnaziji Brežice in bil hkrati izjemno aktiven član njenega kulturno-umetniškega društva Franjo Stiplovšek. Od leta 2005 pa do upokojitve avgusta 2020 mu je uspešno predsedoval ter z jasno vizijo koordiniral 5 društvenih sekcij: glasbeno, literarno, gledališko, likovno in plesno. V njegov čas dela na gimnaziji Brežice segajo odmevni projekti, kot so že tradicionalne Brežiške akademije gimnazijcev, BAK, in dijaške gledališke igre, s katerimi so sodelovali tudi na različnih gledaliških festivalih po Sloveniji. Oblikoval je podobo letnih koncertov Mešanega pevskega zbora gimnazije Brežice, sodeloval z literarno sekcijo in Pleteršnikovimi dnevi v Pišecah. Z dijaki je ustvarjal scenografije oziroma scenske slike za številne prireditve in kulturne dogodke. Kot mentorja so ga cenili v dijaški skupnosti gimnazije, mladim je privzgajal vrednote multikulturne družbe in sožitja, še posebej skladno s projektom Erasmus+. Svoje in dijaške kreativne prispevke je redno objavljal ob dnevih evropske kulturne dediščine. Alojz Konec je pobudnik in ustanovitelj gimnazijske galerije Giga, ki od leta 2013 deluje v prezbiteriju bivše samostanske cerkve Antona Padovanskega v prenovljeni gimnazijski stavbi. V njej so bile vsako leto na ogled vsaj 3 razstave nadarjenih dijakov, profesionalnih likovnikov bivših dijakov in zaslužnih upokojenih gimnazijskih likovnih učiteljev. Prav gotovo ne gre za naključje, da so v zadnjih 3 desetletjih iz društva izšli sedaj že znani slovenski gledališki igralci, režiserji, arhitekti in številni drugi ustvarjalci in kulturni delavci. Svojo širino, holističnim pristopom in sposobnostjo empatije je v aktivnosti načrtno in redno vključeval tudi otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Kot akademski slikar je avtor gimnazijskih logotipov in emblematike, spletna razstava E-vitrine pa je njegov razstavni projekt v poklon gimnaziji Brežice ob njeni 75-letnici. Alojz Konec je bil ves čas svojega delovanja močno vpet v raznolike in številne projekte, ki so povezovali dijake, gimnazijo Brežice, lokalno in širše okolje. Na področju kulturno-vzgojnega in umetniškega ustvarjanja ter vodenja KUD Franjo Stiplovšek na gimnaziji Brežice je postavil visoke standarde in smernice z neverjetno intelektualno močjo, ustvarjalnostjo in empatijo do mladih ustvarjalcev. Vsi pojte rakom žvižgat. Lažnivi pratikarji, lažnivi zvezdogledi, vremena vi preroki. Vi modrijani hočete v nebeških zvezdah brati, ali solnice bo dobrotno nam dalo srečno leto, ali bo neba togota vetrov nam šum zbudila, razsula v polje točo, utopila čoln na morji, sad umorila trte. Tako naš veliki Prešeren jezno zavrne modrece, ki nikdar ne morejo dokončno in docela pojasniti vseh skrivnostnih pojavov. Ko znanost obmolkne, lahko spregovori le umetnost. Tej ideji se pridruži tudi Han s svojimi zvezdogledi. Čeprav zvezdogledi vedo, da je teleskop sestavljen iz ogledal, se z ganljivo strastjo še vedno sprašujejo, kaj je onkraj največje daljave, in gradijo nove in močnejše teleskope, da bi onkraj poslednjih zvezd in onkraj gluhe noči našli skrivnostno sporočilo, ki jih tako muči in vznemirja, da nenehno tekmujejo, kdo bo sestavil več ogledal v največji teleskop, ki bo šel čisto do konca in v žaru borbe zlahka prezrejo pomenljivo resnico, da gledajo v ogledala. In je morda v tem pravo bistvo tiste daljave, ki se ne konča niti za poslednjih zvezd in ji morda sploh ni konca. Kot kažejo izračuni užaloščenih zvezdogledov, ki čedalje bolj izgubljajo sanje, da bi kdajkoli dosegli tisto daljavo, čeprav jih med strmenjem v teleskop ves čas preganja znani drgetajoči občutek, kot po dolgem potovanju, ko nekje v daljavi uzreš streho ljubega doma. Spoštovani gledalci, sledijo podelitve najvišjih častnih priznanj.
Častno priznanje prejme Franz Kene. Franz Kene že 5 desetletij, vse od leta 1971, zaznamuje kulturno dejavnost v naši občini. Je dober pevec in bil v mladosti eden izmed ustanovnih članov lovskega pevskega zbora Globoko in več kot 35 let njegov zborovodja. Poleg domačega zbora je nekaj časa vodil mešani pevski zbor KD Franc Bogovič Dobova in oktet Orlica iz Pišec. 2 leti je bil zborovodja vokalne skupine Barbara, deloval pa je tudi kot umetniški vodja mešanega pevskega zbora Zdole in mešanega pevskega zbora Slovenski dom Zagreb, kjer je z negovanjem slovenskih pesmi prispeval k utrjevanju slovenske identitete na Hrvaškem. Pomembno pevsko in vodstveno izkušnjo mu je prineslo dolgoletno članstvo v učiteljskem pevskem zboru Emil Adamič Ljubljana, kateremu je tudi predsedoval 12 let. Ves čas svojega delovanja je dajal pomembno vlogo kakovosti, zato se je redno izobraževal. Svojo predanost kulturi je po učiteljski in ravnateljski službi do upokojitve v letu 2008 nadaljeval kot kulturni sodelavec pri Zvezi kulturnih društev in kasneje pri JSKD OI Brežice. Franz Kene je še vedno aktivno vpet v kulturno dogajanje v Globokem. Od ustanovitve leta 1996 vodi skupino Pevci iz Globokega, ki se je pod njegovim vodstvom redno uvrščala na regijski in državni nivo tekmovanj. Uspehi njegovega dela so posledica izrednega pevskega čuta, iskanja virov in poznavanja načina ohranjanja ljudskega glasbenega izročila s poudarkom na lokalnem okolju. Kot dober poznavalec ljudskega vokalno-inštrumentalnega izročila je bil pri JSKD izbran za strokovnega spremljevalca območnih srečanj pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viš. Za bogat prispevek na področju ljubiteljske kulture je leta 2001 prejel zlato odličje Zveze kulturnih društev Brežice in leta 2011 oktobrsko nagrado občine Brežice. Lovska zveza Slovenije ga je odlikovala s plaketo Zlatorog, svojim najvišjim odlikovanjem za dolgoletno požrtvovalno delo na področju lovske kulture in vodenja pevskih zborov. Med drugim je bil eden od prvih in glavnih pobudnikov srečanj lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije. Franz Kene je globoko povezan z ljubiteljsko kulturo in je pomembna osebnost v domačih kulturnih in družbenih krogih. Častno priznanje prejme moški pevski zbor Kapele. Moški pevski zbor Kapele deluje neprekinjeno od leta 1920. Ob 100-letnici obstoja dokazuje, da se je v kapelskih vaseh že od nekdaj prepevalo. Gre za enega najstarejših pevskih zborov v Sloveniji in najstarejši zbor v Posavju. Po starosti pevcev pa sodi v mlado moško pevsko zasedbo. Ustanovitelj, takrat mlad študent teologije Anton Radanovič iz Slogonskega, je bil tudi prvi zborovodja. Za njim so zbor v kapelah vodili številni zborovodje, predvsem učitelji, med njimi tudi Anton Pohar, pod katerim je zbor vidno napredoval. Tudi med drugo svetovno vojno kapelska pesem ni zamrla. Živela je v izgnanskih taboriščih. Pohar je po vojni zbor še okrepil, zborovodstvo pa predal Ivanu Pinteriču, kapelskemu organistu, ki je zborovsko petje v kapelah in drugih bližnjih krajih negoval skoraj 50 let. Leta 1950 je bilo uradno ustanovljeno Kulturno-umetniško društvo Kapele, danes Kulturno društvo Kapele. Zasedbo pevcev moškega pevskega zbora so v 80-ih letih precej pomladili, kar je uspelo Vladu Hodku, predanemu ljudskemu in zborovskemu pevcu ter takratnemu predsedniku Kulturnega društva Kapele. Zelo pomlajeno zasedbo je leta 1987 prevzel Vilko Urek, 2 leti zatem pa Miha Haler, s katerim so v naslednjih 20 letih pripravljali vrsto koncertov, nastopov, gostovanj in izvirnih programov, posnetih tudi na nosilce zvoka. Leta 2011 je zbor prevzela profesorica petja Mihaela Komočar-Gorše, ki je dvignila nivo zbora glede na repertoar, projekte in uspešno udeležbo na regijskih zborovskih tekmovanjih. Zbor je v preteklih letih navezal stike z zbori iz Koroške in Hrvaške. Leta 2001 so na povabilo Slovenskega društva v Berlinu peli na proslavi ob 20. obletnici samostojne Slovenije.
V letu 2020 so ob 100. jubileju kljub izrednim in skoraj nemogočim epidemiološkim pogojem za delovanje ljubiteljske kulture izvedli večplastni avtorski projekt, ki je izžareval tematsko izvirnost, vsebinsko tehtnost in aktualnost. Projekt je vključeval še izdajo zgoščenke s skladbami iz delovanja zbora pod vodstvom Mihaele Komočar-Gorše, izdajo knjige, ki ohranja natančen opis pevske dediščine v kapelah in delu Obsotelja, ter slavnostni koncert s ponovitvijo na grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice. Jubilejno predstavitev so obeležili tudi s kronološko fotografsko razstavo. Najpomembnejši cilj za prihodnost zbora je pridobivanje novih pevcev in širjenje ljubiteljskega zborovskega petja med mladimi. Častno priznanje bo v imenu zbora prevzel Vlado Hotko. Častno priznanje prejme Ida Ostrelič. Ida Ostrelič se z ljubiteljsko kulturo ukvarja že 40 let. Komaj polnoletna se je vključila v dramsko skupino takratnega prosvetnega društva Oton Župančič Artiče, kjer se je preizkusila v igralski, recitacijski in voditeljski vlogi. V letih delovanja na področju ljubiteljske kulture je zaslovela z vodenjem krajevnih, občinskih in državnih pevskih, tamburaških, folklornih prireditev, revij in srečanj. Pripravljala je številne programe za državne in druge praznike, vodila kvize in sodelovala na raznih sejemskih predstavitvah. Kar 23 let se je ukvarjala s pevsko dejavnostjo. Pela je v ženskem pevskem zboru Globoko, v mešanem pevskem zboru KUD Oton Župančič Artiče in v ženskem pevskem zboru Osnovne šole Artiče. V KUD Oton Župančič Artiče je razvijala vizijo društva s povezovanjem vseh 7 sekcij, zato so jo člani že leta 1991 izvolili za tajnico. V letu 2000 je prevzela vlogo predsednice društva. Svoje poslanstvo je odgovorno, predano, predvsem pa z veliko mero ljubezni opravljala celih 20 let. V letih predsedovanja društvu se je srečala s številnimi izzivi in jih reševala z veliko mero optimizma in vztrajnosti. Vseskozi si je prizadevala za razvijanje kulturnega sodelovanja med sekcijami društva ter koordinirala skupne projekte in prireditve. Pokazala se je kot odlična voditeljica in ponosna predstavnica društva. Ida Ostrelič je še danes trdna zagovornica vrednot ljubiteljske kulture. Prav to njeno zvestobo in odličnost ter dolgoletno predano organizacijsko delo na področju ljubiteljske kulture cenijo tudi člani KUD Oton Župančič Artiče, ki so jo predlagali za dobitnico častnega priznanja ZKD Brežice za leto 2020. Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj in odličij. V imenu prejemnikov se bo zahvalil prejemnik častnega priznanja, gospod Franc Kene. Spoštovani, naprošen sem bil, da ob koncu današnje slovesnosti v imenu vseh nagrajencev povem nekaj besed, kot se pač spodobi ob takih priložnostih. In ker mi misel in beseda nista več tako tekoča kot nekdaj, sem si dovolil, da jih napišem in preberem, da se ne bi preveč zapletel. Kako z besedami ponazoriti čustva, ki me prevevajo ob današnji podelitvi priznanj in odličij Zveze kulturnih društev Brežice? Kaj naj povem v imenu vseh, ki smo jih danes prijeli? Nekdo je nekoč zapisal, da krogla in odlikovanja nikoli ne doletijo pravega. O krogli ne bi razpravljal, o odlikovanjih pa rekel bi predvsem to, da jih je verjetno premalo, saj bi prav gotovo zlahka našli še marsikoga, ki bi si jih, tako kot mi, današnji prejemniki, zaslužil. Nekje sem našel podatek, da se v naši občini nadpovprečno število krajanov ukvarja z ljubiteljsko kulturo. Združene v 28 društvih in povezane Zveze kulturnih društev Brežice uspešno nadaljujemo tradicijo ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja. Nekateri pri tem dosegajo vrhunske rezultate tako doma kot v tujini,
Nekateri zaradi spleta okoliščin svoje potrebe po kulturi zadovoljujemo le v domačem okolju. Oboje se pri tem trudimo po najboljših močeh in naša največja nagrada so zadovoljni obiskovalci in poslušalci, stisk roke s čestitko in morda lesk solze sreče v očeh sogovornika ob koncu predstave. Žal je bilo v preteklem letu naših prireditev le za vzorec in tudi letošnje se je začelo na podoben način. Srčno upam in želim, da se bodo zadeve le umirile do tolikšne mere, da se bomo lahko zopet srečevali na vajah, koncertih, razstavah, predstavah. Močno namreč vsi skupaj pogrešamo tovrstno duševno hrano in prepričan sem, da bomo po koncu omejitev, ki nas tlačijo sedaj, s še večjo vnemo ponovno hodili na vaje, koncerte, razstave, predstave. Zveza kulturnih društev Brežice podeljuje odličja in priznanja posameznikom in skupinam za uspešno in dolgoletno delo na različnih področjih delovanja v ljubiteljski kulturi. Prav gotovo bodo tistim, ki so še bolj na začetku ali pa tistim na višku svoje ustvarjalnosti, priznanja in odličja v spodbudo za še bolj zavzeto delo na tem področju. Nam pa, ki ste nas prepoznali kot primerne za dodelitev častnega priznanja zveze, pa pomeni predvsem to, da naše dolgoletno delo na tem področju ni bilo zaman in da smo tudi mi nekaj prispevali k prepoznavnosti ljubiteljske kulturne dejavnosti v lokalnem in širšem slovenskem prostoru ter izven njega. Dovolite mi, da se v imenu vseh, ki smo nocoj prejeli priznanje in odličja Zveze kulturnih društev Brežice, najprej zahvalim tistim, ki ste prepoznali naše delo in nas predlagali, da prejmemo priznanje oziroma odličja. Kakor tudi tistem, ki ste o predlogih odločili in sklenili, da smo primerni, da se nam ga podeli. Verjamem, da bo vsakemu prejemniku današnja podelitev še dodatna spodbuda za še uspešnejše delo naprej. Tudi nama z Ido, ki počasi prelagava delo na naslednike. Našemu stoletniku, moškemu pevskemu zboru kapele, pa še posebna želja za nadaljnjih 100 let uspešnega in lepega prepevanja. Hvala vsem in iskrene čestitke ob kulturnem prazniku. Kdo zna noč temno razjasniti kitare duha? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce od zore do mraka, od mraka do dne? Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni, brezup prihodnih udozec pred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori? Prešeren nam odgovori, to zna in zmore samo kultura in njen ustvarjalec, kulturni človek. Vsi, ki smo se nocoj zbrali, se zavedamo moči umetnosti in njene trdoživosti. Kultura istočasno oblikuje in se prilagaja naši sedanjosti, zato je večna. Preživeti ni dovolj. Kultura nas uči, kako živeti. Za konec prisluhnimo skladbi Vzporedna noč, za katero je glasbo napisal Krištof Strnad, besedilo Žan Baronik Florjanič, izvedla pa jo bo zasedba Konz 5. Meni pa dovolite, da se poslovim z Ihanovimi besedami. Včasih se je treba spustiti po besedi in slepo zaupati, da bo na njenem koncu začetek nove besede. Zares, veliko je treba zaupati. Hvala vam za vašo pozornost in lahko noč.
Uspela sva se sporedno noč, kjer se luči gibajo hitreje kot tvoje oči. So zato tvoji dihi večini znancev nevidni. A kmalu bova ob morju iskala bris Francije in metala vse ostre kamne daleč stran v globino obale. Srečna svetu svoj zaznamkih pišeš o meni, tako kot jaz pišem o